Lep pozdrav, sem skupaj. Hvala, da ste prišli, dobrodošli. Lep pozdrav tudi gledalcem in gledalkam, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu. Smo na 35. etapi vseslovenske turneje revije Demokracija, na kateri predstavljamo avtorje različnih knjig, bodisi naših, bodisi, ki so jih izdali v samozaložbi, hkrati pa vabimo v goste tudi ljudi, ki malo pokomentirajo aktualno politično dogajanje. Nocoj, oziroma danes, sta z menoj gospod Rado Pezdir, avtor knjige Vzporedni mehanizem. In gospa Karmen Furman, poslanka Državnega zbora in kandidatka na bližajočih se državnozborskih volitvah na listi SDS. Moje ime je pa Jože Biščak, urednik Demokracije, in danes bom povezoval ta pogovorni večer. Preden bi pa zares začeli, bi pa prosil za minuto molka za vse žrtve Putinove agresije na Ukrajino. Slava Ukrajini, slava jim. Preden bi zares začel, bi z gospod Furman nekaj razčistil. Gospod Furman, vi ste po izobrazbi pravnica. Kako to, da ne delate v pravosodju? Ja, res je. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Tako kot ste povedali, po izobrazbi sem pravnica. Imam opravljen tudi pravosodni izpit. Ampak dejstvo je nekaj, ne? Tako kot bo danes nekaj več o tem sistemu povedal naš gost, gospod Rado, moram reči, da sem tudi bila sama tekom upravljanja svojega pripravništva nekako razočarana nad sistemom, ki deluje, to je nad slovenskim pravosodjem, ker dejansko se ne dogaja to, kar te učijo v pravni šoli in to, kar imamo zapisano v pravniških knjigah, ampak sistem deluje povsem drugače kot nekakšna država v državi z svojimi načeli, z svojimi pravili. In takrat kot pripravnica na upravljanju pravosodnega izpita moram reči, da sem se odločila, da sama na tej poti ne želim vztrajati. In se potem, ko mi je življenje dalo priložnost in možnost, da kandidiram na državnozborskih volitvah, to tudi z veseljem možnost pograbila, da v okviru zakonodajne veje oblasti poskušam tudi jaz svoj doprinos v tej vlogi, da se na tem področju kaj spremeni. Zdaj, vsi vemo, spremljamo javna občila, medije, ki poročajo o teh zadevah. Tako da lahko rečem, da vsi ti primeri, ki so bili od Patrije, Kanglerja, Noč, so dejansko tisti temelji, na katerih lahko rečem, da tudi pravniki smo včasih zgroženi nad tem, kar se dogaja na slovenskem pravosodju, da v bistvu to ni več pravosodje, ampak včasih kar krivosodje. In dejstvo je, da nekdo, če tako se zlorablja ta sodna veja oblasti, da se po nedolžnem obsodi tiste, ki jim krivda ni dokazana po teh standardih, kot veljajo po zakonu, po Ustavi Republike Slovenije. Moram reči, da je to res tisti znak za alarm, ko se morajo prižgati luči in dejansko se zamisli, da je na tem področju res potrebna sprememba. Skratka, sama na tej poti nisem hotela vztrajati, nadaljevati, zato se vidim bolj v vlogi, da se na tem področju dejansko kaj spremeni in uredi in to je edino, kar je potrebno za to, da Slovenija postane res tista pravna država, kot imamo zapisano v Ustavi Republike Slovenije in da to ne
zgolj črka na papirju, ampak dejansko, da sistem deluje tako, kot bi moral delovati. No, jaz sem pripričan, da boste prišli, da boste spet izvoljena v državni zbor in da boste na zakonodajnem področju lahko kaj spremenili, po vsej verjetnosti ne bo potem več prihajalo do takega škandala v pravosodju, kot se je zgodilo v začetku januarja, ko je vrhovni generalni tožilec Drago Šketa odpotoval v Moskvo na neko proslavo in podpisoval neke dokumente, za katere še vedno ne vemo, kaj je natančno podpisoval. In ko so ravno pri Rusiji, ta tožilec, s katerim se je srečal, preganja danes oporečnike po Rusiji, Rusija je pa napadla Ukrajino in to neizvano. Nobenega dvoma ni, da je Rusija napadalec. Ampak, ko človek pogleda slovenske medije, govorim po mainstream medijih, prebivajočih medijih, se zdi, da je pravzaprav kriva Ukrajina. Gospod Furman. Ja, res je, problem v vsem tem sistemu so seveda tudi mediji, ki prikazujejo ali izkrivljeno zgodbo, ali včasih tudi, bom rekla, nekoliko prirejeno, v bistvu ne poroča objektivno, ampak za svojim poročanjem želijo pač prikazati zgodbo tako, kot je narečeno, bom rekla, kot želijo prikazati, da bi se javnost pač ustvarjala neko svojo sliko, ni neke objektivnosti pri nas. Zdaj, en tak lep primer je bil, če se tudi mogoče še malce dotaknemo pravosodja, za tole manjkajočo in iskajočo se diplomo predsednika Vrhovnega sodišča. Pojavljajo se 3 verzije diplome, četrte najviška poti ali pa naročena v Sarajevo. Zanimivo je, kako so se mediji, ti levi mediji pod medijskim vodcom Odlaskom izvali v tej situaciji, in potem vidiš, kako ta sistem deluje. Namreč, čist na začetku medije se sploh ni bilo nobenega poročila o tem, noben medij, govorim seveda o tem mainstream mediji, na levem polu, ni o tem poročal. Šele takrat, ko je bila res novica že toliko znana, toliko javna, da je ni bilo več mogoče spregledati, takrat se je začelo nekaj poročati v tej smeri, ampak dobro, mogoče sem tu napačni izraz uporabila, to ni bilo poročilo, bolj so se postavili v bran gospodu Maslešu, kako obraniti, da on najprej ne rabi predstaviti diplome, in potem, ko je že to diplomo predstavil v bran, zakaj ta štampirka je vredo ali pa ni vredo. Skratka, človek ob takih primerih kar nekako dobi občutek, da tisti, ki neumorno služi temu sistemu, mu je pač očitno dovoljeno in omogočeno vse in zato ga bo levi mediji branili ne glede na ceno, ki je za to potrebno. Ja, to je pač ta poceni politični aktivizem v medijskem mainstreamu. Gospod Furman, samo še nekaj bi midva spregovorila, namreč, ko sta bila že pri Ukrajini, se pa zadnje čase pojavila ena nora ideja, da gospod Janša, poljski premijer Morawiecki, pa česki premijer Fiala sploh niso bili v Kijevu. Ja, nažalost tudi te zgodbe poslušamo trenutno in jih nekako želijo plasirati v javnost. Znova smo pri bolj levo usmerjenih medijih, kakšni mladini in tako dalje. Ampak, glejte, ta dogodek, ki se je zgodil za predsednik, jaz mislim, da je ta dogodek eden izmed tistih, ki se bo dejansko zapisal v zgodovino in to zagotovo na strani poguma in pa solidarnosti, ki je bila s tem izkazana v Ukrajini in ukrajinskemu narodu. In želim si tudi, da posledično bo prispeval tudi k večji aktivizaciji evropskih držav za pomoč ukrajinskemu narodu. Hkrati pa sem tudi prepričana, da je predsednik vlade, gospod Janez Janša, še enkrat znova pokazal, da ni samo politik, ampak tudi velik človek, ki mu je mar za te stvari, velik diplomat. In ja, zanimiv je bil odziv medijev v tej smeri.
Zdaj, po eni strani vsi tuji mediji, tako tiskani kot elektronski, so znali pohvaliti to dejanje, vse zadnje, tudi nemški Blic, ki vemo, da je bolj levo smerni medij za eno izmed največjih tiskanih naklad v Nemčiji, je celo zapisal pod sliko predsednikov, ki so obiskali Kijev, da je to ena izmed najlepših strani Evrope, ki se zna pokazati tudi v tem sočutju in solidarnosti. Po drugi strani pa vemo, kaj se je dogajalo v Sloveniji. Žal, ena izmed prvih, ki se je oglasila, je bila predsednica Socialnih demokratov, Tanja Fajon, ki o tem ni znala povedati prav ničesar lepega. Tudi mediji na levem polu so kar tekmovali v tem, kako bojo bolj oblatili, bom rekla, ta dogodek. Na eni strani, da bo s tem sprožena celo tretja svetovna vojna, pa da gre za predvolilni politični PR naše stranke in še marsikaj drugega, ampak ne nazadnje, vsi vemo, za takšno dejanje je zagotovo potreben pogum, ki je bil potreben tudi takrat, ko se je osamosvajala naša država in naš predsednik je dokazal, da ga ima, tako kot je imel tudi takrat ob osamosvajanju naše države odločilno vlogo in brez tega poguma zagotovo ne bi bilo naše države Slovenije. In jaz sem vesela in ponosna, da imamo tokrat predsednika vlade, ki se ne skriva po bruselskih hodnikih, ki blesti na svetovnem političnem parketu. Je pa žal res, da imamo na drugi strani slovensko opozicijo v Bruslju, ki pa blesti predvsem v tem, da žal blati našo državo, blati vlado in tudi blati našega predsednika. Tole, glede obiska treh premierov v Kijevu, je treba samo še nekaj povedati, da to lažno zgodbo, da ta trojica plus Kačinski niso bili v Kijevu, je v javnost lansiral nek avstralski novinar, John Helmer, ki že 30 letja živi v Moskvi. On je bil v resnici nekoč veljal za nekega uglednega avstralskega novinarja, delal za največje avstralske časopise, dokler se seveda ni odkrilo, da je bil v 80-ih letih rekrutiran v KGB, se pravi v rusko tajno policijo, in kasneje je delal tudi za sedanjo rusko obveščevalno službo. Zanimivo je, da je bil tudi Putin KGB-ovc, ki je zelo podobna služba, kot je bila UDBA. In tukaj bova začela z gospodom Bezderjem. Kakšna je razlika med varnostnimi službami v nekem totalitarnem režimu, kot je bila Jugoslavija, Romunija, vzhodna Nemčija, Rusija, Sovjetska zveza, in tajnimi službami v nekih demokratičnih državah. Vsi vemo, da vsaka država rab svoje varnostno-obveščevalne službe. Jože, hvala za vprašanje. Najprej pa mi dovoli, da pozdravim vse, ki so danes prisotni in ki nas gledajo preko live streama. Z veseljem sem spet v Slovenski Bistrici. Prvič sem bil z Igorjem Omerzo, ko je organiziral predstavitev knjige Jožef, ki je danes tudi med nami in bi ga posebej pozdravil. Še bolj vesel sem, ker sem lahko tukaj z Carmen. Carmen je res odlična poslanka in odlična šefica preiskovalne komisije. Ona je vstopila v dost velike jelkine čevlje na področju preiskovanja zlorab v javnofinančnih sredstev v zdravstvenem sistemu in se je izkazala kot izjemna preiskovalka. Pravzaprav njena preiskovalna komisija je obrodila tudi spremembe v zakonodaji, kar je nekaj, kar na preiskovalni komisiji si vsak udeleženec intimno želi, da bi se zgodil tudi z ugotovitvami, ki jih sam naredi. Tako da tisto, kar bi rad seveda eksplicitno izpostavil, je, da ima to Slovenski Bistrici res kvalitetno poslanko in se jo držite. Drugo pa, kar se tiče tvojega vprašanja, razlika je seveda zelo očitna. Namreč
sama struktura, institucionalna struktura, kjer je umeščena obveščevalna služba, je različna v totalitarnem in demokratičnem sistemu in tudi same naloge take obveščevalne službe so različne. Naprimer, v bivšem sistemu je bila uprava državne varnosti od leta 1966 dalje pa služba državne varnosti podrejena Republiškemu sekretarijatu za notranje zadeve, se pravi današnjemu Ministrstvu za notranje zadeve, ki je imel hkrati policijo in obveščevalno službo znotraj iste strukture, kar je relativno nezdravo, ker ne gre mešati teh dveh služb. Bila je pa neposredno podrejena ožjemu krogu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in brez prave regulacije in nadzora. Se pravi, bila je politična služba in njen delokrog ni bil seveda obveščevalno delo, ampak je bil tudi likvidacije, ugrabitve in podobne kriminalne zadeve, šverci, ilegalna trgovina, ukvarjanje z gospodarstvom. Nič od tega ne delajo obveščevalne družbe v demokratičnem sistemu. V demokratičnem sistemu je obveščevalna služba izločena iz strukture in ima svojo agencijo, tako kot jo ima, naprimer, imamo mi Sovo, in ta Sova je podrejena predsedniku vlade, spravi ne političnemu liku, ampak vrhu izvršne oblasti. Hkrati je pa kontrolirana z strani zakonodajne oblasti, imate komisijo za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, pri čemer je še ta dodatek, da je vsakokratna opozicija tista, ki ima večino v tej komisiji, ki nadzira obveščevalno delo obveščevalne službe v demokratični družbi. Se pravi, je zregulirana znotraj okvira in seveda Sova danes ne strelja, Sova danes ne ugrablja, ne muči, ne zaslišuje v kletnih prostorih. Tudi razlika je precejšnja, kar seveda v tej državi ni vsem enostavno to jasno, ker večino zagovorov bivše UDBE je, da je bila to pač obveščevalna služba, ampak lahko jim odgovorimo, da je to enako, kot bi bili ISIS-ovci mirovniki ali pa Putin normalen. Pa še eno stvar bi se navezal, jaz sicer preučujem to zgodbo v udbovskih financah, v navezi seveda z partijo, ampak ni samo UDBA tista, ki je živa, še vedno danes v teh krogotokih, ampak je tudi KGB prisoten. Te zgodbe sicer nisem pisal v knjigi, ampak vi imate enega Slovenca, ki je v 80-ih letih začel delati za KGB in sicer dobili so ga pri švercu Kavbojk, kako tipično, potem pa je začel za njih hoditi v različne švercerske ekipe, ki so švercali po zanimivo vzhodni Nemčiji, kjer je bil tudi Putin nameščen in je bil zelo uspešen. Premestili so ga potem na šverc ruske kulturne dediščine, ki se je kradla po Sovjetski zvezi in na zahod, po tajnih kanalih izvažala, tudi tam je bil zelo uspešen, na kaj je napredoval do sredine 80-ih let v neko podjetje, kjer je bil umeščen KGB, v katerem so tajno nabavljali embargo vojaško tehniko za Rdečo armado. Do konca 80-ih let, natančneje do leta 88, je postal največji švercer in dobavitelj prepovedane tehnološke opreme za Rdečo armado. In leta 1989 mu KGB ustanovi podjetje v Londonu. To podjetje je še vedno živo v Londonu s KGB-jevskim denarjem. V Sloveniji ima dejansko hčerinsko podjetje, pa še nekaj več hčerinskih podjetij. Oseba je še vedno živa, še vedno deluje in se predstavlja kot nekdo, ki vzpostavlja kulturne stike med Slovenijo in Rusko federacijo, pri čemer je njegove delo, naprimer financiranje prevodov
ekstremistične putinovske literature, recimo avtorja Strelkova. Kakorkoli obračaš, te zlobne omnius zgodbe so še kako prisotne v slovenski sedanjosti. Seveda upajmo, da vendarle ta zgodba pride do ušesa prave obveščevalne službe in preveri, kaj točno se dogaja, ker poročanje določenih medijev v Sloveniji ni drugače možno, v zvezi z Ukrajino ni možno drugače pojasniti, kot za idejo, da to nekdo plačuje. No, jaz upam, da boste to, gospod Bezdir, v naslednji knjigi ali pa naslednji, drugi, tretji, četrti knjigi podrobneje opisal. Gospa Furman, vi ste mlada. Kdaj ste se začeli zavedati, da UDBA ni ravno humanitarna organizacija? Oziroma, kako zdaj gledate kot poslanka na UDBO, na našo zgodovino? Ja, gledajte, tako je. Dejstvo je, da po mlajših letih, osnovna, srednja šola, se človek za takimi stvarmi ne ukvarja, niso prioriteta v njegovem življenju. Zdaj, jaz sem marsikaj slišala od starejših ljudi, ampak, veste, takrat kot mlad človek, tako je bilo pri meni, te zadeve ne zanimajo, je pa res, da ko pa enkrat spoznaš to na lastni koži, v lastnem življenju, pa začneš malo stvari gledati z drugega, drugačnega, zornega kota. Zdaj, jaz moram reči, da najprej kot nadobudna študentka prava, sem malce, mogoče tudi naivno pričakovala, kako ta zadeva funkcionira, da je sistem takšen, kakršnega so nam na fakulteti tudi prikazovali, da pravna država dejansko funkcionira tako, kot naj bi funkcionirala, ampak dejstvo je, da tako kot sem rekla že obvodoma, prvo tisto razočaranje, veliko spoznanje je bilo o popravljanju pripravništva na sodišču, ko sem videla, da pa vendarle stvari ne potekajo glih tako, kot bi morale, da se marsikaj pozabi, da se marsikaj drugače naredi, da se včasih tudi krši. No, skratka, in takrat sem razočarano spoznala, da na tej poti pa jaz ne želim več sodelovati. In tudi takrat je padla moja odločitev, da v pravosodju nadaljujem in sem potem iskala službe druge in tudi našla v lokalni samoupravi na občini. In to je bilo prvič tisto moje neposredno spoznanje z tem sistemom. Je pa res, da starejši ljudje znajo marsikaj povedati tudi na svojih izkušnjah. Mlajši pa včasih nekoliko to malce bolj brezbrižno vzamemo ali pa smo vzeli, ker vse veste, ko dejansko občutiš na svoje koži, je najbolj tisto občutno spoznanje. Gospod Bezdir, vi ste pa vendarle malo starejši, vi ste že slišali, me pa nekaj drugega zanima, to boste povedali tudi občinstvo tukaj. Kdaj ste spoznali, da je UDBA vzpostavila tak strašljiv mehanizem, ki ga opisujete v svoji knjigi? Kot prvo, jaz sem z velikim zanimanjem v 90-ih letih bral to, kar je Slivnik pa ti kot del Slivnikove četice pisal o nekem čudnem poslovanju med službo državne varnosti in italijanskimi kriminalci v kazinoju Portorož. In z velikim zanimanjem sem prebral tudi Slivnikove knjige. Zdaj, seveda, to je bilo intrigantno, ampak ni mi pa seveda sprožil enega alarma v glavi, da je to nek pošasten sistem. Se niti dokumentov tako je, tega enostavno niste mogli narediti, in je vsak razumel, da so to pričevanja, ki ste jih po najboljši volji in zmožnostih lahko obdelali. Je pa seveda, moram priznati, da mi je sintagma udbomafija delovala pretirano. Dokler nisem prišel v Arhiv Republike Slovenije. In ta prvo gradivo, ki sem ga naročil, je bilo izjemno šokantno in je kazalo na udbomafijo.
Namreč naročil sem 2 gradivi v tako imenovanem Udbovskem fondu 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve. To sta bile tehnični enoti 2136 in 2137. V prvi 2136 naša podjetja v inozemstvu sem lahko takoj prebral praktično prva stran, ko sem jo odprl, da je Uprava državne varnosti leta 1948 s pomočjo slamnatih lastnikov, ki so bili švicarski kriminalci in tihotapci cigaret, odprla podjetje Kolkomerc v Dus in sicer po partijskem nareku. Ta drug dokument 2137, akcija Udari v zemlji, je bil še bolj nor kot to, če se sploh lahko mislite, da je nekaj lahko še bolj norega kot to, da je partija s kriminalci pod upravljanjem Udbe odpira v Lichtensteinu podjetja. Drug dokument je pa bil, kako je v proračunu zmanjkalo v 70 letih sredstev za financiranje prisluškovalnih naprav in helikopterja za službo državne varnosti in da je partijski in izvršni vrh, torej vlada takrat, ki je bila izvršni svet Socialistične republike Slovenije, so službi državne varnosti enostavno rekli, v proračunu ni denarja, izvolite, vzemite cigarete v Portorožu, prodajte jih italijanskim kriminalcem, upeljte denar preko Jemone München in s tem potem kupite, kar vam manjka. To je seveda grozljivo, ker si danes nihče ne more zamišljati, da bi Sova se financirala tako, da andragenti ali pa sicilijanski mafiji prodaja cigarete. Ampak to je pošastnost tega sistema in takrat mi je postalo jasen, da sintagma Udbo mafija pravzaprav je bila mila varianta in da je vsa relativizacija tega, kar je Slivnikova četica, kar ste odkrili, bila pravzaprav ena velika obramba pred tem, da bi dejansko državljani in državljanke spoznali, da se je tik pred tranzicijo družbeno premoženje umaknilo po vzporednem mehanizmu, ki je bil sestavljen v Trstu leta 1948 pod taktirko Udbe in po ukazu partije in se vrnil nazaj v 90-ih letih in enostavno v času privatizacije kupil čisto vse, kar je bilo zakupati in ohranil svoje centre moči, da so preživeli. In tako enostavno, to smo dejansko ta drugi del ugotovili tako na Logarjevi komisiji, kot na komisiji, katere delo nadaljuje Karmen, in sicer na Jelkini komisiji, ko smo ugotovili, da so bili glavni igralci na medicinskem trgu, ki so zaračunavali bistveno previsoke cene za stente, pravzaprav KB199, pravna entiteta, ki je izhajala iz Saftija, v katerem ste še kako veliko pisali kot glavnem udbovskem jedru, ki pa je kar vse skupaj potrjeno z dokumenti v Arhivu Republike Slovenije. Tudi nekaj teh dokumentov sem jaz objavil v prilogi, ki znaša 100 strani dokumentov. Ko ste ravno omenili nakupe medicinske opreme, tukaj imamo poslanko, gospod Karmen, ki se je s tem ukvarjala na preiskovalni komisiji. Preden dam besedo, samo še eno razkritje plemena. Jaz sem 2 infarkta, po prvem infarktu imam tlele noter 3 žilne oporice, te drage, ko so bile preplačane. Gospod Karmen, kaj ste vi odkrili na vaši preiskovalni komisiji? Ja, naša preiskovalna komisija je nadaljevala delo v bistvu prejšnje komisije od Jelke Godec, kolegice. Torej, oni so ugotovili preplačane žilne opornice, mi pa preplačane polične proteze. In potem tudi dalje, ko smo še raziskovali v bistvu ves medicinski material, je v naših bolnišnicah milo rečeno preplačan. Zdaj mogoče najbolj ponadzorim kar na konkretnem primeru. Zdaj, začeli smo pri nabavah z preiskavo bolnišnice v Novi Gorici, to je bolnišnica dr. Franca Drganca, kjer je bilo ugotovljeno, da so
kolčne proteze preplačane napram preostalim bolnišnicam v Sloveniji tudi do 75%. Še bolj zanimivo je bilo dejstvo, da je bil 10 let eden in edini ekskluzivni zastopnik teh kolčnih protez, pa brat vodje specializiranega državnega tožilstva, to je torej brat gospoda Harija Furlana, ki je imel za to ustanovljeno podjetje Primsel, ki je te kolčne proteze kot edino podjetje dostavljalo v to bolnišnico v Novi Gorici in tako kot rečeno, na račun tega, da so bili oni posredniki, so zaračunavali kar do 75% višje kolčne proteze, ne nazadnje istega proizvajalca z enako kataloško številko, kot so se potem te kolčne proteze uporabljale ali v bolnišnici Izola, ali v UKC Ljubljana, ali v kateri drugi slovenski bolnišnici. Zdaj, bilo je zanimivo tudi zaslišanje obeh teh bratov, tako Harija Furlana kot vodje specializiranega državnega tožilstva, kot tudi njegovega brata, torej Aleša Furlana, ki je bil direktor tega podjetja Primsel. Med drugim moram tudi povedati, da smo imeli na preiskovalni komisiji kar precej težav, da smo gospoda Aleša Furlana sploh dobili na zaslišanje, odbiranje postopka z vseh mogočih vidikov. Skratka, na konci smo vendarle z sodnim izvedencem uspeli ga pripeljati na zaslišanje in zanimivo je tudi to, da je to podjetje vseh teh 10 let sodelovalo z bolnišnico in na drugi strani z proizvajalcem lima brez kakršnikoli papirja, vse na zaupanje. Od njih nismo dobili niti papirja, po kateri ceni so nabavljali od proizvajalca lime, ni bilo nobenih papirjev, kako so te kolčne proteze shranjevali v splošni bolnišnici Nova Gorica. Po drugi strani pa tudi brat, torej gospod Harij Furlan, ki je bil kar 7 let vodja specializiranega državnega tožilstva in potem za nagrado tudi napredoval kot tožilec, se je znal pohvaliti na preiskovalni komisiji, da je svoje delo odlično opravil, pri čemer pa na konkretno vprašanje, koliko postopkov so uspeli zaključiti, glede na to, da vemo, da takrat je bilo odmevnih okoli 20 primerov teh zdravniških afer tudi že v javnosti, torej koliko postopkov so uspeli zaključiti in vsaj predati sodišču, ni znal podati odgovora, in skratka, saj smo si lahko tudi to pogledali in preverili nobenega. Pa še mogoče zanimiv tudi podatek kolčne proteze, se upravičujem žilne opornice za strani kolegice Jelke Godec. Poročilo preiskovalne komisije je bilo zaključeno in sprejeto v prejšnjem mandatu, iz katerega je zakonov razvidno, da so bile preplačane. Ugotovljeno je bilo vse, tudi objektivne, subjektivne odgovornosti, ampak do danes, torej po dobrih 4 letih sodnega epiloga, tudi tukaj nismo še zaenkrat doživeli. Vsekakor je bil to... Že samo konteksta moram dati, čisto, da še razumete še to, da nam lahko jaz kot komplement temu, kar je Karmen povedala, in namreč prva stvar, podjetje Primsel ni nastalo iz zraka, ampak je nastalo v času privatizacije iz podjetja novogoriškega podjetja Primex. Novogoriško podjetje Primex je bilo pa ustanovljeno kot antipod Saftija na tej strani meje in to sta bila glavna partnerja v poslovanju. Zdaj, ta Safti je leta 1948 postal finančni center, kamor je partija s pomočjo uprave državne varnosti zlivala denar. Iz tega Saftija je šel pa denar proti Švici in proti Liechtensteinu. Primexa ne morete odvojeno gledati od Saftija. Ko Primex pride v privatizacijo, se Primsel
Primsel tako nastane, da vzame seveda del posla od Primeksa, ampak kapital pa pride iz angleškega otoka Man. To je pa davčna oaza. In ni seveda jasno, kdo je ta kapital dal, ampak vidimo vzorec kot KB19.9 vračanja kapitala iz davčnih oaz. V tej zgodbi je pomembno še to, da sta bila brat in oče od Harryja Furlana manjšinska lastnika, vendar podjetje iz otoka Man, ki je dalo večinski kapital za ustanovitelj in je bilo 60% lastnik vsega skupaj, je bilo tudi, je enostavno predalo direktorsko funkcijo in upravljanje podjetja temu očetu od Harryja Furlana. Po drugi strani je pa dobavitelj omenila Carmen, to je Lima Transplant. Lima Transplant je pa podjetje, ki je nastalo v miljeju Saftija, 100% lasti Saftija. Se pravi, krog je tukaj zaprt in ustanovitveni kapital, in upravljanje, in dobavitelj, vse prihaja iz istega miljeja. Zato je seveda dobro povratno vprašanje, posebej Carmen, ki je pravnica in pozna pravosodni sistem, ali je resno naključje, da Harry Furlan v vseh teh letih ni mogel ničesar ugotoviti. Mislim, da vsi, ki smo spremljali preiskovalno komisijo, pa občasno z njo tudi sodelovali, vemo, da je odgovor na dlani in sicer, da bi mogli preiskovati danes Harryja Furlana, oziroma družino Furlana. Gospod Pezder, ko ste ravno omenili to udbovsko podjetje Safti. S podjetjem Safti se povezuje pa še eno podjetje, to je Adit, ki je pa tipičen primer, kako je poslovalo mimo vseh pravil, mimo vseh zakonov, ki jih je postala prejšnja država. Ja, Adit je dejansko bil ključno podjetje za to, da se je 89. začel izvažati družben premoženje iz Slovenije in da se je pol omogočil njegov uvoz nazaj, kot v privatnih rokah. Adit je bil tudi eden izmed ključnih elementov, ko se je privatizirala Mladina, da je prišla Mladina v last KB19.9, bivša pojavnost KB19.9 je Safti, ki je bil likvidiran zato, da bi mislili, da ga več ni, ampak izvožen kapital potem napolni KB19.9 kot holding, vsa podjetja iz Saftija pa preidejo v KB19.9, istočasno pa Adit s pomočjo vnukin Saftija iz britanskih Deviških otokov začne izvajati prevzem Mladine. Ampak Adit, ki je ključen za to, da gre denar ven iz Slovenije, je dejansko fantomsko podjetje, ki kljub tedanji jugoslovanski zakonodaji in regulaciji ni obstajal. Enostavno ni bil organiziran kot sozne, tozne, ne vem kaj še vse so imeli. Kako pa to vemo? Zanimivo vemo iz dveh dopisov, ki sem jih najdel, republiškega sekretarja, ne republiške konference SZDL-ja, iz začetka 70-ih let, namreč tedanji sekretar na tej instituciji Milan Kučan enostavno zapiše, da je Adit hčerinska firma založbe Tržaškega tiska, čeprav ne obstaja, in da je v resnici v slamnati lasti Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Se pravi, bivša država je imela podjetje, ki ni obstajalo, je bilo v lasti politične institucije bivše države in je bilo ključno za izvoz kapitala. Ta drugi, ki pa je reševal ta problem, je bil pa še en predsednik Republike Slovenije, Danilo Tirk, vidimo iz dopisa, da je bil nekaj časa Adit skrit kot nek prikrit oddelek na državni založbi Slovenije, kjer so se aktivno začeli odpirati, da naj ta podjetje registrirajo ali pa umaknejo iz DZS-ja, zato ker gre enostavno za šverc. Da bi bila zadeva še težja, direktor neobstoječega podjetja je bil tedanji
v izvršnem svetu, tedanji vladi, nekdo, ki je bil član neke komisije, ki pa je omogočala regulativo, da se denar izvaža preko Adita v Luksemburg. To vam kaže, da so še kako hudo dobro vedeli, kaj so počeli in kako so to počeli. Tukaj treba samo še to povedati, da pač Udba je vedela, da Adit posluje nezakonito. Zaradi tega Adit je obstajal še v začetku 90 let, potem so ga pa poslali v stečaj, da zakrijejo sedi. Samo kar je pri tej stvari zanimivo, da je bil stečajni upravitelj Adita, ki ima sedež v Ljubljani, Franci Perčič. Franci Perčič pa vemo, da je v delu predvolilno kampanjo za Kučana v začetku 90 let. Gospod Bezdir, gospa Furman je prej omenila, kakšni veliki dobički so se delali s to preprodajo precenjenega medicinskega materijala in na koncu smo to morali plačati davkoplačevalci. Vi pa pišete v začetku knjige tudi še v enem državni banki, kjer smo jo pa tudi mi za drugo sanacijo zelo drago nas je koštala. Pišete pa, da je prala iranski denar. Precej tragikomična zadeva. Pa še en dodatek bom dal. Seveda vse te preplačane žilne upojnice, pa tudi kolki so nas drago stali. Preplačane žilne upojnice so prišle od Marka Medicala, ki je bil del KB19-9. S tem, da mi ne vemo, da je dvojna škoda bila narejena, ker KB19-9 je jemal kredite zato, da je Mark Medical lahko posloval in filal državo z temi precenjenimi žilnimi upojnicami, kar pa seveda pomeni, da je KB19-9 nekdo, ki je naredil resne dolgove v slovenskem bančnem sistemu, se pravi, na koncu dneva je Mark Medical dvakrat požaril denar. Enkrat iz zdravstvenega sistema, drugič iz bančnega sistema. Pri tem, da je bila zadeva še tako zanimivo skemirana, da je krediti za Mark Medical so prihajali iz Adria Bank Dunaj, to je hčerinska firma Nove Ljubljanske banke. Tam je bil direktor uprave Jurij Detiček. Zdaj, zakaj je ta Jurij Detiček pomemben? Ker ni bil samo direktor uprave Adria Bank, ki je dajala kredite, ampak je bil tudi na podlagi lastništva NLB-ja v KB19-9, torej v materi od Mark Medicala, predsednik nadzornega sveta KB19-9. In smo dobili absurdno situacijo, pri katerem je on enkrat v vlogi kreditodajalca, ta drugič je pa v vlogi kreditojemalca. Seveda takega kredita se ni vrnil, dokler ni rado slab kredit, pa se mi jebimo s tem. Zdaj, kar se pa tiče zgodbe o primeru Farok, je pa verjetno ena najbolj strašljivih zgodb po kazinoju Portorož, ki ste ga vi razkrili. In sicer mi v osnovi nismo mogli verjeti, da vidimo dokumente, kjer piše Banka Slovenije, da je šlo za milijardo evrov pranja denarja. In tudi nekako nismo mogli verjeti, ko smo videli dokumente Centra za interne revizije Nove Ljubljanske banke, ki to isto potrjuje. Potem smo začeli zelo malo verjeti in bolj, ko smo kopali po temu primeru, bolj je bil neobičajen. Kot prvo izkazalo se je, da je bil iranski posel, ki je imel svoj Adit, tako rečen, ali podjetje Farok Limited, inkorporiran na britanskih Deviških otokih za $2 ustanovnega kapitala, spustil v 2 letih milijardo in 800 milijonov evrov denarja. In na Novi Ljubljanski banki zanimivo niso pri tem upoštevali ne regulative Banke Slovenije, ne zakona o bančništvu, niti internih predpisov, ki so jih imeli sami vzpostavljene. Kar je seveda kazalo, da je še kako zelo to delovalo po nekem vzporednem mehanizmu
tipa v proračunu nimam denarja pri šverci cigarete. In nadaljevanje te zgodbe je bilo vse bolj dramatično, ker smo ugotovili, da ko se je primer že vendarle nekako razkril, na UPPD niso bili sposobni ničesar narediti, da bi to ustavili. Ko je bil že podjetje in banka, ki je temu podjetju pošiljala denar na embargo listi, je še pol leta denar hodil čez to banko, noben tega ni zaustavil. Policija ni uspela osnovnih rutinskih zadev v zvezi s tem narediti, ni šla upraviti razgovora. Ko je Irač Farok Zadek v novembru 2010 odprl račune, to je že par mesecev potem, ko se je preiskava začela, ni nobenega posebnega ukrepa bilo, ne sledenja, ne ničesar. In policija praktično ni naredila nobene rutinske zadeve, ki jo sicer naredi. In to je seveda pripeljalo do tega, da se je primer 2011 tudi zelo hitro in neznano zakaj zaprl. Med drugim policija tudi ni obvestila tožilstva, da primer sploh obstaja, kar je nekaj, kar je absolutno nemogoče. To so naredili z izgovorom, da niso imeli suma kaznivega dejanja, čeprav so ga imeli na njegovi podlagi izmenjevali mednarodne informacije z tujimi deležniki. In seveda nič od tega, kar je še bolj depresivno, se ne bi odkril, če ne bi tuje agencije, obveščevalne ali pa uradi za preprečevanje pranja denarja začeli pritiskati na Slovenijo, kaj se pri nas dogaja. Zgodba je bila še bistveno bolj depresivna, potem, ko se je 2017 še enkrat ta primer odprl, do leta 2020 so seveda na tožilstvu ugotovili, da so bile vse transakcije, iranske transakcije popolnoma poslovne in legitimne, kljub temu, da so bile na embargo listi, se pravi, tožilstvo negira obstoj embargo liste, kljub temu, da so bile izvršene na podlagi ponarejene dokumentacije, tožilstvo in NPU negirata, da dokumentacija obstaja, čeprav jih je Državni zbor že večkrat pozval, naj si ga ogledate, kljub temu, da so neke transakcije dokazano se končale z sodnimi postopki v ZDA in kljub temu, da je tako očitno, da transakcije, ki imajo svoj namen Superman pa Ana Karenina, ne morejo biti normalne poslovne transakcije. Zdaj, ta cel primer je depresiven, ne samo zaradi tega, ker vemo danes, da to ni bil prvi preboj transakcij za Iran. Prvi se je zgodil leta 1979, ko je Ajatolah Homeini prišel na oblast in nacionaliziral zahodno industrijo. V odgovor na to norost so mu seveda zamrznili premoženje in ker transakcij Iran ni mogel več izvajati, je šel do predstavništva Ljubljanske banke v Beirutu, kjer so mu zagotovili, da bojo prebili blokado preko njihovih švicarskih računov. Ampak dramatična zgodba je zaradi tega, ker danes živimo v svetu, ko je neka država pod embargom, Ruska federacija, in je pomembno, da je pod embargom. Nismo pa prepričani, ali ta država tako deluje, da je možno ta embargo tudi izvesti. Ne nazadnje, mi danes vemo, da je, ko je po Euromajdanu padla proputinska vlada v Kijevu, je v tem zbežal eden izmed teh ministrov proputinskih, sicer Azarov, in je odprl v Novi Ljubljanski banki celo serijo računov. In to je bilo že daleč po odkritju primera Farok in ostalih primerov pranja denarja, vendar epiloga ni. Policija je bila za tem primerom tudi seznanjena, kot jaz razumem, so očitno preveč retardirani ali pa ne želijo tega dela. Tisto, kar je mene danes osebno skrbi, ali slovenski bančni sistem pere denar za Putinove oligarhe. Odgovor na to vprašanje bomo očitno mogli še malo počakati, ampak primer Farok, primer žilnih okolic, oziroma primer nabave medicinske opreme, sta dva primera, tipična primera, kako se sporedni mehanizem
iz nekega sistema totalitarnega prenesel tudi na demokratični sistem in še vedno deluje mimo vseh regulativ. Ta desnosredinska, gospa Furman, ta desnosredinska vlada si vendarle prizadeva nekaj spremeniti, prizadeva, da Slovenija vendarle postane pravna država, čeprav iz leve pozicije ves čas posluša očitke, da si ravno ta vlada, da prizadeva biti nepravna država. Mene zdaj zanima, kakšna je razlika med prejšnjo vlado, da ne bo šla toliko vlad nazaj, in sedanjo desnosredinsko vlado, ki jo vodi gospod Janez Janša. Ja, v tem mandatu je res, ne, da smo imeli kar dve vlade. Zdaj v prve 2 leti vlada Marjana Šarca in če dam kar konkretno primerjavo, 2 meseca se ni nič zgodilo. Potem pa po dobrih 2 mesecih pride prvi zakon in to je bil dvig socialne pomoči. Tako da, potem pa, če primerjam sedanjo vlado, ki jo vodi gospod Janez Janša, pa kot prvo vemo, no, da nažalost v nezavidljivi situaciji, je pač bil koronavirus in je bilo treba reševati na eni strani življenja, na drugi strani tudi gospodarstvo, ampak jaz sem vesela, ker vidim, da se učinki in delo te vlade kažejo prav v žepu vsakega posameznika. Zdaj, dejstvo je, da bilo je poleg teh 10 protikoronskih ukrepov, ki so bili takrat nujno potrebni, da se sprejmejo tako za te rizične skupine, kakor tudi seveda za gospodarstvo, smo sprejeli ogromne spremembe zakonodaje in v prvi vrsti to tudi, kar sama zagovarjam, je dejansko poudarek na decentralizaciji naše države, kajti veliko obljub smo iz prejšnjih vlad poslušali, kako se bodo projekti peljali v naših občinah, ampak ko so bile volitve mimo, ne, pa se dejansko ni nič kaj dosti zgodilo. Zdaj, če samo primerjam mandat pred mano, ko smo žal ostali tudi tukaj v naših krajih brez poslanca, pa sedanji mandat pod to vlado, v prejšnjem mandatu je eden in edini takšen večji projekt, ki je bil izpeljan strani države, je bila tale prva etapa zahodne obvoznice v vrednosti približno 2 milijona evrov. Trenutno pa se v naših krajih izvajajo projekti za več kot 100 milijonov evrov in tudi takšni, na katere smo čakali tudi več 10 let in nobena od občin ni bila pozabljena v naših krajih in tudi tekom celotne države ne. Trenutno se izvajajo številni infrastrukturni projekti prav posod po državi. Za več 100 milijonov evrov so bile izvedene oziroma se izvajajo na podlagi razpisa investicije v šole in vrtce. Vemo, da približno 10 let ni bilo javnega državnega razpisa za to, da bi se lahko šole in vrtci prijavili svoje potrebe in da bi se investicije izvedle. Potem, če pogledamo samo zdravstvo, ki je bilo vseh teh letih podhranjeno, zdaj govorim predvsem o bolnišnicah, verjetno ima vsak kakšno izkušnjo ali osebno ali od svojega bližnjega sorodnika, kakšne so naše bolnišnice, koliko se je v njih vlagalo, no v naslednjih 10 letih 2 milijardi tudi za to, ne nazadnje prvi razpis za primarno zdravstvo je že bil objavljen in so se lahko zdravstveni domovi prijavili tudi med drugim prijava strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, ker se nadejamo uspešnosti za pridobitev sredstev, pa da ne pozabim tudi naše šole in vrtci, kar 3 uspešne prijave, tako v Bistrici kot v Makolah, v Plotnici. Dela se cestna infrastruktura, kanalizacija na Zgornji Polskavi, podvoz na Pragerskem, zahodna obvoznica. Zdaj, če želite, jaz mislim, da vam vzamem kar dobre pol ure, da še naštejem vse projekte. Skratka, se dela in ta vlada dela za ljudi in to je tisto, kar je prav, da se sprejema zakonodaja, ki je dobra za dobrobit nas vseh generacij in vseh Slovencev. Kajti
Slovenija ni samo Ljubljana, je še marsikaj drugega, je vseh 212 občin, je tudi Slovenska Bistrica, Makole, Pečane, Oplotnica. Skratka, vsak državljan mora biti enako vreden in enako pomemben za našo državo. Človek bi rekel, da to, kar ste govorili, da je to pravzaprav tisto, kar pomeni vračanje oblasti k prebivalcem in k ljudstvu. Ljudstvo zagotovo niso tistih 100 ljudi, ki skače pred državnim zborom. Zdaj pa naslednje, zakaj je, tudi zato je pomembno, da ta vlada nadaljuje, da desnosredinska vlada nadaljuje s svojim delom. Vi ste naštevali tukaj, kaj vse je ta vlada naredila. Zanimivo je, da praktično vsi župani z redkimi izjemami, seveda tisti, ki že po neki inerciji so proti desnici, to priznavajo tej vladi, da so nekaj naredili za ljudi. Ja, res je. Tudi župani so lahko zadovoljni. Na vse zadnje dvignili smo povprečnine in to kar krepko, kar pomeni posledično, da so vse občine dobile tudi več denarja v proračun, zato da seveda so ga lahko posledično namenile tudi za izvedbo investicij tistih najbolj potrebnih v svojih krajih. Zdaj, če dam še tukaj morda eno primerjavo, zdaj vemo, da gospod Marjan Šarec je tudi bil prej kamniški župan, preden je bil izvoljen v državni zbor. In tudi on se je prej boril za to, da bi občine dobile višje povprečnine, ker dejansko so bile podhranjene in niso imele zagotovljenega niti tistega zakonskega določenega zneska, ki ga potrebuje za izvajanje vseh svojih nalog. Ampak, gledajte, ko je on prišel na oblast, je na vse to, kar je hitro pozabil. Celo povprečnina je prišla v državni zbor brez soglasja oziroma brez dialoga državnega sveta, ki je v tem postopku zelo pomemben in so kar enostransko določili to povprečnino. Državni svet je se celo na to potem izglasoval tudi veto. Ampak hočem reči, da tukaj se vidi razlika med eno in drugo vlado. Namreč vlada Marjana Šarca, gospod Marjan Šarec je na vse te svoje obljube in predvolilne zaveze kaj hitro pozabil, ko je prišel na oblast. Medtem kot sedanja vlada smo izpolnili tisto, kar smo obljubili. Dobile so več tudi občine, to vse občine z dvigom povprečnin. Dvignjena povprečnina je bila kar 3-krat, to se pa seveda posledično tudi pozna v vseh slovenskih občinah in verjamem, da so potem lahko župani tudi zadovoljni. No, se gospod Šarec je v Kamniku gradil šolo, ki je nikjer ni prej še nekaj plačil za načrte. Zdaj bi pa prosil obiskovalce, če imajo oni kakšno vprašanje, kakšen komentar, zelo zaželeno bi bilo. Jaz mislim, da je to govorenje pa pojasnjevanje o globoki države, ki žal ni mrtva in se vleče iz prejšnjega sistema izjemno pomembno. Namreč 2 meseca sem sedaj bil izvoljen v programski svet RTV Slovenija. In sedaj tele dni ste videli, da novinarji, en del novinarjev kar naprej zboruje pred stavbo RTV-ja in protestira o odzemu avtonomije, prevzemu televizije in ne vem kaj. Moram reči, zagotavljam vam, da se zgodilo ni nič, razen to, da smo bili izvoljeni iz parlamentu, ste nas izvolili, in da je bil izvoljen tudi direktor še pod prejšnjim programskim svetom in odgovorna urednica, ampak oni se čutijo, ko se ne vem kak napada. Zdaj pa, in včeraj sem videl, da celo Večerovi novinarji pred stavbo in pozivajo, uprite vse novinarji RTV-ja. Jaz ne vem, komu se morajo odpreti. Enostavno ne prenesejo se jim zdi, to, ko so eni protestirali takrat pa pili pred RTV-jo, RTV je naš, ne damo RTV-ja.
čeprav je demokratično programski svet izvoljen in je bil izvoljen tudi za predsednika, verjetno ste ga prej opazili, jaz tudi v oddaji Faktor je komentiral dr. Peter Gregorčič, ki je bil fantastičen komentator na tisti televiziji tam in moram reči, da je doktor fizike, da je briljantnega uma in zelo sposoben, kar sem ga zdaj na par sejah videl. In verjetno ste te spomnili, ko je začetku novembra, mislim, da je 5. novembra, bil prvič povabljen, takrat, če ni bil predsednik programskega sveta, ni izvoljen, če ni bil, v Odmeve in je komentiral tam na drugi strani, je pa bil novinar necenzurirano Primož Cirman in ta Peter Gregorčič je bil fantastičen, je zmlel tega novinarja z druge strani, ki seveda piše vse v korist leve opcije. In drugi dan zasledim, da je Mladina pisala, povzela izjave dr. Marka Milosavljeviča, ki se zgražal, kaj so javna RTV naredila v Odmevi, da so povabili strojnika v Odmeve. To je tak pod pasom žaljivo, če iz Šlosarja so povabili. Čeprav je dr. Peter Gregorčič, doktor fizike in mislim, da jih je malo na RTV-u takih umov. Ampak Marko Milosavljevič je predstojnik katedre za novinarstvo na fakulteti za družbene vede. In on se je zgražal, da javna televizija ne bi smela takega neuveljavljenega komentatorja, pa ne vem, kojega pojaviti. Čeprav bi se profesor, ki vzgaja mlade novinarje, moral najbolj zavzemati, da je to čim bolj pluralno in da pač kvaliteta pride naprej. Sedaj vem, da Peter Gregorčič večino teh novinarjev in teh profesorjev na FDV potavče do gležnja. Ampak, ko imamo profesorja, ki vzgaja oči na koliko predmetov, ni čudno, da je stanje tako in da sabotirajo novemu vodstvu v RTV in na vse načine. In zaradi tega jaz tu rado da sprašujem, kaj je njegovo mnenje, kako dolgo se bodo te ustaline preteklosti tako drastično vlekle v sedanji čas. Jožef, hvala za vprašanje. En cukrček bi dodal, tega spet v knjigi ni, ampak en cukrček je, da je RTV Slovenija imela črni fond in sicer v Rimu in da je bil eden glavnih razlogov, da ni prišlo med, ne vem, če se spomnite, na koncu 80-ih je koprski oddelek RTV Slovenija želel prevzeti Berlusconi in dogovori so propadali. Ne veste pa, da dogovori niso propadali, ker RTV Slovenija oziroma slovensko politično vodstvo ni želel Berlusconija v Kopru, ampak zaradi tega, ker je Berlusconi ustrajal, da če gre on v lastniško povezavo v Kopru, potem RTV Slovenija ne more imeti več črnih fondov. RTV Slovenija črnih fondov ni hotela uničati in posledično Berlusconi ni prišel v Koper. Zdaj, koliko časa bo ta zadeva trajala, se pravi mehanizmi, usporedni mehanizmi globoke države, se bojim, da čeprav je bil ta Leviatan močno prizadet za implozijo v bančnem sektorju, morate razumeti, da ta omrežja, ki so nastala na usporednem mehanizmu, so se futrala izključno z praktično nepovratnimi krediti iz predvsem Nove Ljubljanske banke. Ampak tisto, kar lahko danes vidimo, je, da se kapital vrača še enkrat nazaj, da je bil izvožen in da se vrača. Da pravzaprav dobivamo zgodbo o Safti 2.0. O čemu govorim? Recimo za Darkom Horvatom
je zginilo 188 milijonov posojil, ki jih je dobil v bančnem sistemu, in sicer zginali jih je tako, da jih je enostavno samo preposlal naprej po celemu mrežju, približno 130 je imel podjetij po davčnih oazah, ki so dnevno menjale lokacije in imena. Enkrat so bili v Gibraltarju X, naslednji dan so bili na Arubi Y, četrti dan so bili v Hongkongu Z. In ta denar je enostavno zginil. Ko je prišel čas vračila denarja, je Darko Horvat enostavno dal v stečaj podjetja, ki so bila osnovni kreditojemalci in so bila nič vredna. In vidimo, da sklad York, ki odkupuje terjatve, in to se je identificiral, pravzaprav ne nosi svojega denarja noter, ampak nosi ravno tak denar, ki je bil odmaknjen. Ki je bil umaknjen kot nevrnjeni krediti in zdaj prihaja odkupovati slabe terjatve po velikih diskontih iz DUTB-ja, oziroma praktično se tudi ta posel že zaključuje, ker ima DUTB omejeno življenjsko dobo in količino denarja. Tako da v naslednjih letih je seveda treba biti zelo pozoren na to, da nam niso spustili isto foro, kot so nam jo spustili leta 89-90, ko smo mislili, da je pač privatizacija nek proces, ki vodi v normalizacijo naše ekonomije, v resnici je bila pa samo izgovor za to, da so z ukradenim družbenim kapitalom kot privatniki pokupili ključne elemente slovenske ekonomije in vzpostavili dominacijo svojih centrov moči. Seveda tisto, kar je zaskrbljujoče predvsem pri tem, so še vedno mrtvoudni regulatorji tipa Banke Slovenije, kjer pač, če bi dal opico na mesto guvernerja, bi bistveno bolj skozi prišli. Potem seveda ključen problem, ki nastopi še preden karkoli pride do sodišča, NPU in tožilstvo, ki, kot razumemo, nista uspela najti krivca za skoraj 5 milijardno oškodovanje v slovenskem bančnem sistemu, kar mislim, da je enako, kot bi se vsem državljanom poscali in posrali po glavi. Namreč s 5 milijardami, jaz ne vem, če bi samo en majhen del tega spustil v Slovensko Bistrico, bi bil to Monako na Štajerskem. In to smo se pa mogli vsega pozdraviti. In to teh 5 milijard gre samo pri drugi sanaciji banka, ne? Seveda, druga sanacija bank. Razumite, koliko je to vrtcev, koliko je šol, zdravstvenih domov, osnovne infrastrukture. In da tožilstvo in policije nista bila sposobna ničesar najti, ničesar. Je nekaj, kar samo kaže na to, Jožef, da bo ta vzporedni mehanizem še kar nekaj časa persistenten, dokler se te zadeve ne razčistijo, nažalost. Lahko samo jaz nekaj dodam. Seveda. Jaz mislim, da volitve so zato, da se lovke, pobotnice tega sistema dokončno presečajo in da ta denar dobijo ljudje, ne pa da gre za razne bančne luknje, sanacije bank, za pranje v zdravstvenem sistemu in tako dalje. Tako da so volitve pomembne in da volimo tistega, ki bo znal denar pripeljati ljudem in to je to, kar je pomembno. Samo še to bi dodal ta primer Darka Horvata, o katerem je prej gospod Pezdir govoril, je podrobno pisan v tej knjigi. To absolutno morate prebrati. Ta osebek danes v Angliji igra kriket in se smeje Slovencem. In teh 188 milijonov, to pa to ni edin dar, ki je postal dolžen, je nekaj, kar je policija odnehala preiskovati. Tip ni bil nikoli na nobenemu zagovoru, nihče ga ni poklical, da bi ga zaslišal karkoli. Kolikor pa knjigi pišemo, on je bil en večjih lastnikov Faktor banke. Ta Faktor banka je pa nastala v vzporednem mehanizmu celo s kapitalom ciprskih podjetij, ki so z njimi upravljali
visoko rangirani uslužbenci UDBE, naprimer Ivan Pušnik, ki je danes slovenski oligarh, živeč v Švici. Hvala. Ima še kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje? Hvala za besedo, spoštovane gospe in gospodje, gostje, lep pozdrav. Hvala gostom za popestritev tega večera. Jaz bi mogoče z enega drugega vidika predstavil neko delovanje globoke države pa nekih mehanizmov, ki slabijo glede na izkušnje, ki jih imamo od naše kraje. Zdaj, to, kar je že Jože prej govoril glede RTV-a, veste, ta agonija, ki se okoli dogaja, je logično, da se dogaja. Tudi to je ena lovka, preko katere se lahko združuje globoka država po sporedni mehanizem. In zato toliko vika in krika glede nekih sprememb. Se to je tudi zanimivo, da spremembe si vsi želimo, ko pa pride nekaj možnost do sprememb, a zdaj jih pa ne bi imeli, ne? Tako da gre za kar dosti kontradiktornih zadev. Drugače pa, ja, gledajte, globoka država se lahko vzdržuje samo na način, da lansira določene politične akterje. Ti politični akterji ne naredijo kaj dosti ali pa samo za določen krog in zadeva teče naprej. Zdaj, nazadnje smo se zdaj sprehodili tukaj zadnjih 8 let nazaj, pa so še sam sprehodil 8 let nazaj. Ena najbolj bleščečih zadev, ali pa zadev, ki so ljudje mislili, da so čiste, je bilo lansiranje novega političnega akterja, gospoda Mira Cerarja. Moralne zadeve, pravo in tako dalje. Ampak kar hitro se je ugotovilo, da po enih 3-4 mesecih, ko se je ta lepo zapakiran paket kupil, da je tukaj kar neka praznina. Zdaj, kaj pomeni ta praznina dejansko poleg ohranjanja globoke države in vseh lov tudi za naše kraje? Takrat je bilo tudi lansirano, da bomo imeli celo 2 poslanca, da bomo več denarja pridobili v naše občine, pa na pomočje upravne enote Slovenska Bistrica. Žal se to ni zgodilo. Glasovi so se porazgubili, izgubili smo poslanca, izgubili smo naš glas v Ljubljani. Sicer je bilo dosti upanja, ker smo dobili vseeno ministrico, kot veste, za okolje in prostor, ampak žal je očitno tudi ona zapadla pod neki mehanizem. Mi smo imeli takrat pripravljen projekt na občini, kar se tiče ureditev kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Proskava, pa se je zadeva črtala, ki se komaj zdaj izvaja pod to vlado dejansko 6 let kasneje. In takrat, kot je že tudi naša poslanka povedala, v tistem obdobju 4 let smo speljali dejansko samo en projekt, ampak to ni bil čisto državni projekt, to so bila denarna sredstva z EU pridobljena, občina jih je na razpisu pridobila in občina potem bila tudi izvajalec prve etape zahodne obvoznice. Vse ostalo je bilo lansiranje denarja znotraj, rečem, ljubljanskega bazena. Ne pozabi, da tista vlada je takrat lansirala 300 milijonov evrov neposredno v mestno občino Ljubljana za projekte, neposredno financirane, pa ne zdaj, da si oni tega ne zaslužijo. Ne? Si lahko, ampak ne živimo vsi znotraj ljubljanskega bazena. Ne? Živimo tudi tukaj pod Pohorjem, ne? Tudi mi neke projekte za kvaliteto našega vsakodnevnega bivanja potrebujemo. Potem se je zapakirala nova zadeva preko določenih vzvodov, dobili smo, kot je bilo danes rečeno, gospoda Šarca. Zdaj v teh 2 letih pa sodelovanje z občino, jaz kaj dosti nimam zapovedati. Kot je bil vakuum. To je bil dejanski vakuum. Kaj dosti se ni dogajalo. Z izvolitvijo potem nove vlade, ki je zdaj trenutno, so se pa zadeve drastično spremenile. Preko 100 milijonov investicij se trenutno izvaja na območju upravne enote Slovenska Bistrica in zadeve, ki smo jih že imeli, ne vem, 6-7 let nazaj pripravljene, ki so bile v prodalu zaradi takšnih in drugačnih zadev, ker so bila finančna sredstva centralizirana in se niso izvajala, se danes v naših krajih izvaja. Največji projekt tukaj je seveda na Pragerskem, kot je bilo omenjeno, sanacija oziroma nadgradnja vozlišča z podvozom Pragersko, pa končno se izvaja tudi kanalizacijski sistem na območju aglomeracije Zgornja Proskava, zahodna obvoznica, kjer so vsi upili, da jo bojo naredili, pa veste, kdo je vse v pol hodo pred volitvami, pa se slikal, potem pa so pozabili, ker pač se malce zameglilo preko Trojani, niso več videli v naše kraje. Tudi ta projekt se dejansko zdaj izvaja, pa tudi drugi manjši. Športna dvorana v Slovenski Bistrici, 1 milijon evrov smo pridobili državnega denarja, podpisana je pogodba za nadgradnjo doma starostnikov v Slovenski Bistrici. Država je prevzela tudi financiranje kolesarske steze Slovenska Bistrica Pečke, pa ne samo, pa tudi to, kar je bilo rečeno, primerna poraba za občine.
A veste, to je glavni vir financiranja občin. Mi imamo letos v proračunu občine Slovenska Bistrica 1,5 milijona iz tega naslova več. Pa še ena zadeva, kar je naredila ta vlada, zakon o finančni razbremenitvi občin, 0,5 milijona. 2 milijona evrov imamo več sredstev, da lahko lansiramo denar pač tam, kjer mislimo, da je najbolj potrebno, ker so nekaj manjši projekti za dvigovanje kvalitete naših občank in občanov. Pa še ena zadeva pomembna, no. Rešili smo končno, pa presekali ta gordijski vozov glede avtobusne postaje v Slovenski Bistrici. Veste, da je bil ta prostor pod DUTB-jem. Končno smo dobili sogovornika, ki je to presekal in občina bo pridobila to zemljišče, lahko končno spostavila tam avtobusno postajo, kot pač si jo zaslužimo. Pa še grad je trenutno v procesu, da se v Slovenski Bistrici prinese na občino. Občina je skozi vlagala v ta grad, Slovenska Bistrica ni bila lastnica, tudi zaradi tega se ni mogla prijavljati na razne razpise. Se pravi, kaj hočem s tem povedati, dejansko imamo trenutno vlado, ki gleda preko Trojan, vidi v naše kraje, pa koga pa ta zadeva moti pa predvsem, bom rekel, te globoko državo, pa njihove nekaj satelite okoli. Oni bojo želeli zopet zdaj z nekimi novimi obrazi priti naprej, z nekimi všečnimi zadevami, da se zopet ta proces, bom rekel, tega pretrganja teh vlog, zopet prekine. Ker pod Cerarjevo vlado se tukaj dosti ni zgodilo. V Šarčevi vladi še manj, naprimer. Zdaj se pa določene vloge režejo in ta nervoza, ti kriki, ki jih slišimo, v Ljubljani, določenih posameznikov, določenih političnih akterjev, je ravno to, ker se bojijo, če še bo en mandat ta vlada imela poln, da se bo marsikatere lovke presekale in ga ne bodo več mogli tako piksati, kot so ga v preteklosti. Zato je pa seveda potreben tudi čas. Tako da vsak izmed nas se bo odločil 14.4. kaj bo naredil. Jaz mislim, da dejanja so tiste, ki štejejo, pa ne zdaj, če hočete, za SDS ali karkoli, ampak dejansko za nas, za naše kraje, tam, kjer dejansko živimo, ker se marsikaj naredilo, mislim, da se tudi naprej naredilo, tudi trenutno se projektira 3. etapa zahodne obvoznice, priključitev na samo avtocesto, ki verjamem, da bo lahko v naslednjem mandatu speljana, če bodo pravi ljudje v Ljubljani, če pa ne bodo, bomo pa zopet čakali, tako kot smo na drugo etapo skoraj 10 let. Tako da vsak se bo pa odločil tako, kot mislim, da je prav. Kot sem rekel, jaz vprašanja nimam, ampak mogoče celo nekaj boljšega, da ko bomo zaključili, še malo počakate, imamo nekaj malega za podzob, našega Vinčeka tukaj izpod Pohorjem, pa da še osebno kaj rečemo, ali pa naše goste ena na ena tudi vprašamo. Še enkrat hvala za udeležbo, hvala našim gostom in še naprej vam želim lep prijeten večer. Hvala lepa. Tole se nam dogaja povsod, kjer gostujemo. Namreč bodi si župani, bodi si lokalni prebivalci, ki se javijo k besedi, ko naštevajo, kaj je naredila ta vlada, potem na koncu jih moramo prekiniti in reči, boste potrebovali cel večer, da poveste, kaj je vse naredila. In za konec, gospod Furman, samo še nekaj, govorili smo o medijih. Zdaj, leva opozicija in mainstream mediji te vlade očitajo, da uničuje, ubija medijsko svobodo. A je to res? Ja, gledajte, sicer vsak si lahko razlaga iz svoje izkušenj, ampak gledajte, medijska svoboda, kaj pa ni svobodnega v naši Sloveniji, ne? Pijejo, kako se je treba osvoboditi. Pred kratkim, en teden nazaj, je pa bil 100. protest kolesarjev v Ljubljani. Ne? Tako da jaz mislim, da če ne bi bilo svobode, tudi teh protestov ne bi bilo in je pa nekaj druga. Ne? Ena je predveza, da ni svobode, drugo pa je, ko pač mediji želijo lansirati svojo plat zgodbe, želijo vplivati na mnenje ljudi, ne poročajo pa objektivno in ko jim potem tega ne uspe, ko imamo na drugi strani neko polarizacijo medijskega prostora, seveda tudi z drugimi, mogoče bolj desno smerjenimi mediji, ali pa tudi ne, če rečem tistimi, ki bolj objektivno poročajo, pa je potem vik in krik strani medijev, da
želimo vplivati na njih. Jaz se tudi čudim temu, zato ker po to vlado ni bil noben medij ukinjen, noben novinar ni bil pretepen, kot je bil recimo gospod Petek 2001. On je edini slovenski novinar, ki je bil fizično napaden in je komaj preživel. Zdaj pa še zadnje vprašanje, če ima kdo še kakšen komentar. Če ne, bomo počasi zaključili. Hvala vam, da ste prišli. Hvala gledalkam in gledalcem, da se nas spremlja v neposrednem prenosu. Hvala tudi našim gostom, gospodu Radu Pizderju. In gospe Karmen Forman.